Družba, dajmo se en kviz za rejtinge, to me ljudje radi. Povejte mi, kaj je tiho kot miška, zoprno kot muha, povrh vsega pa kupuje vodni top? Če ste odgovorili Miki Miška gasilc, ste popolnoma sfalili. Pravilni odgovor je Miro Cerar mlajši. Naš premier se je med tem, ko z gasilci se krega v plačah, odločil, da bo kupil vodni top. Zelo lepo od njega, ne da? Ziher bo gasilcem prišel prav. Hec je v tem, da je vodni top kupil policajem. Če bi ob tem gasilcem kupil pendreke, bi razumel, da ima smisel za humor. Tako je pa sam bedak. In koliko smo dali za ta glorificiran gasilski avto? Tako je, drage moje, več kot 1 milijon evrov. Zdaj jaz štekam vse, draga vlada, draga policija. Fant, ki ste. Radi imate kamione, pa faluse na strehi. Ampak, koliko policijskih avtov dobiš za dober 1 milijon evrov? A vam jaz povem? Ja, prav. Vsaj 50. Zdaj, namesto da kupujete brizgalno brizgo, bi policajem lahko kupil vsaj, ne vem, dobre zimske gume. Ampak je pa res. Prah na neuporabnih patrijah, pa na Falconu, moraš pa tudi z nečim oprati. Meni sem nekaj nejasno, Cerar. Če bi ti gasilce kaj vprašal, bi ti povedal, da en gasilski kamion dobiš za manj kot 700 jurjev. Lihtko ima top, lihtko ima lučke, pa še lojtre ima, da te lahko rešimo, ko bo šel jokat na drevo. Sam na plavo ga morate prištrihati. Kamion, ne Cerar, ja. Družba. 1 milijon evrov za vodni top, ne vem, 1 milijon evrov za spomenik betonu na Kongresnem trgu, par milijonov za obmejno pas za divjad. Meni se zdi, da imamo v tej državi preveč denarja, ne pa premalo. Ampak po svetli strani ima pa Cerar zdaj nekaj, s čimer bo pregnal jezne državljane. Ali pa zalivu vrt, ne vem. Zdaj smo vsi srečni, ki imamo nov vodni top. Mene pa sem nekaj zanima. A so ti gasilski oklepniki sploh za kaj? No, za konec pa moramo glede vozila izpostaviti test, ki so ga s plastenkami, teniškimi žogicami in jajci na enakem topu izvedli avstrijski policaji. Neprebojno steklo so poškodovala že jajca. Na vseh slovenskih ljudskih vstajah so v top letele granitne kocke. Se pravi. Bravo. Se pravi, policajski gasilski kamion, super stvar, odlična izbira, dokler njega ne vržeš jajc. Bravo, Miro, dober si porabil 1 milijon evrov, super. Pa dajmo še en sarkastičen aplavz za našega premiera, draga publika. Zdaj pa z vlade na parlament. Prejšnji petek so se v SDS odločili, da bojo vložili še eno interpelacijo, že 10. v tem mandatu. Tokrat jim spet ni všeč pravosodni minister Goran Klemenčič. In zakaj ne? Obtožujejo ga, da je podpiral terorizem, pomagal Zokiju iz Godle, pa da je podoben tistemu fotru z risanke, ki smo jo vsi gledali, ko smo bili mulci. No, interpelacija je kot vedno trajala ves dan in kot vedno je bilo že od začetka jasno, da z tega ne bo nič. Skoraj tako kot kolonoskopija. Pa glih je ne toliko apetitlih. Je pa fajn, da imaš vsake toliko več. Predvsem zato, da prije vsaj veliki vodja kdaj na delovno mesto. Pa se ta državni zbor je en, mislim, ne vem, ne spomnim se, mali možgani mi ne delajo. Sam en mičken faktični popravek. Mali možgani so za ravnotežje, ne za spomin. Ni čudno, da trajajo vaše interpelacije pa seje. Od mraka pa do zore. Če pa anatomijo razlagate tam, pa čemu služijo možgani, mislim, razlagati poslancem karkoli o možganih je, ki bi razlagal kačam, kjere superge so fajn. Dobro, zatem se je oglasil še Grimsov ata, ki je Brglezu povedal tole. Torej, gospod predsednik dr. Brglez, prosim, odstopite danes, bodite zgled tudi ministru. Hvala. Ja. Najprej, mislim, to nima nobeno vezo z postopkovnim. Ne, nima. Nobene veze nima z postopkovnim. Bogi Brglez, či se zmede, ni vedo, kaj ne reče. Samo moram pa priznati, Grims je efektiven. Ena interpelacija za 2 odstopa.
Sam SDS bi tak najraje, da vsi odstopijo. Edino baročni Bučko Mahnič. Oma pa druge probleme in neporavnane račune. Matra ga nekaj, kar sem jaz izpostavil prejšnji teden. A smo mi 20. junija 2014 Janeza Janšo pripeljali v zapor v državni zbor in ga tle skrili, a smo ga mirno pospremili v zapor na Dobu? Kakšno nespoštovanje pravne države strani SDS-a? A se je šel gospod Janša skrit v parlament, a je šel v zapor? V zapor je šel. Ja ne, niste ga skrili v parlament, ker ste tega niste spomnili. Mi vam moramo to povedati. Švedi za naslednjič. A ja, smo že pri Žanu. On je ta teden probil eno šalo napisati na Twitter. Uničena koruza, on se pa sprašuje, a so bile divje svinje ali begunci. Da jaz ne niti začel razpredati o primernosti izjave za človeka, ki se pretvarja, da je resen politik. Dajmo mi rajš to z vidika humorja pogledati. Glej, Žan, ta tvoj vic ni bili smešen. Ne? To je tako, kot bi jaz rekel zdaj, olej, uničena koruza, a so bile divje svinje ali Mahnič s Patrijo? Kar neki. Zato, ker manjka punchline. Posluš mene, jaz vem. Bolj smešno je, če rečeš recimo, uničena koruza, a so bile divje svinje ali begunci? Ne, mama tvoja je bila. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!